Damjan Prevrati je Evrovizijski izbor. Kdaj bomo tebe videli na Evroviziji? Jaz moram povedati, da nekako ni moj namen zmagati na Evroviziji oziroma zmagati na EMI, moram reči. No? Zato, ker se mi zdi, da vsak, ki je zmagal na EMI, je bil leto ali dve prisoten, potem se je nekako umaknil. Moj namen je delati vsaj še 5 let, recimo, če se prej seveda ne bom počutil tako, da bi se mogel umakniti. Tako da EMA je začetek, konca tega pa nočem, ne še. Kaj pa Evrovizija potem takem, če greva naprej in korak naprej? Ja, seveda. Evrovizija je potem logičen korak naprej, ne? Jaz bi rekel, da seveda milijonsko občinstvo, lučke, ne? To je vse, kar te nekako, mogoče glasbenika, izvajalca, showmakerja v tem primeru, ne? Zelo mogoče vleče na Evrovizijo. Jaz seveda spremljam, že od majhnega vsi spremljamo doma. To je tak družinska zadeva, ne? Družinski ugled televizije, tega dogodka. Seveda, malo so ti občutki, ne? Ki bi nas mogoče glasbenika postavili na ta oder, ne? Ampak ne vem, mogoče to niso čisto moje ambicije. Kateri izbor ti je bil pa najljubši, oziroma se spomniš katerega izvajalca? Danes se spomnim. Dane? Kaj je zmagala, ja, in potem naslednje leto je padla. Na odru to se spomnim, to bi bilo recimo tako zanimivo, ne. Pa seveda Lorde se spomnim, Marije se spomnim, ne. Pa Marija Magdalena je bila tudi hrvaška izvajalka, je bila tudi Dragovič, ne. Doris Dragovič se spomnim, Dvojčka ta se spomnim za frizuro. Veliko se jih spomnim, seveda, ker so to le šovi, ker so to le dobri nastopi, to moram priznati. Pa tudi Severine, moje Štikla, se spomnim. Poznaš morda kakšen gib od Dane International? Ona je bila zelo unikatna. Je bila v nekem perju, ne? Diva! Si morda tudi ti diva? Ne, se ne trudim biti, jaz sem samo Damjan. Morda veš, kdo nas zastopa letos na Eurosongu, navijaš? Ja, seveda navijam za gotovo, absolutno. Jaz mislim, da Slovenci moramo ob takih priložnostih, sploh ob takih priložnostih skupaj stopiti, ne? In držati pesti. Ni važen rezultat. Pomembno je, da se Slovenija pokaže, da smo Slovenci tisti, ki imamo neko hrbtenico, katere lahko pošljemo na ves svetovni parket, ne? Da se pokažemo v najboljši luči. Jaz mislim, da nas bo za Evo definitivno letos čaka mogoče tudi kakšna točka več, zato ker je izjemno simpatična. Če bi sam izbiral izmed svojih skladb, katero skladbo bi poslal na Eurosong? Kaj pa vem, ne vem, lahko je zdaj, recimo Kekčevo pesem, ne? To, kar smo zdaj naredili zadnjo priredbo in smo za to pesmijo že podrli rekorde poslušanosti na YouTubeu in tako naprej. Mogoče Kekčeva pesem, ker sem bolj Chuck Norrisa, ne? V eni roki znam držati dobro voljo, v drugi roki pa sonce, kdo zna to? Znaš tudi zapet? To pa malo manj. Menda si bolj showmaker kot pevec? Ja, pač gradim kariero na bazi tračev, ne? To javno priznam, to povem in tukaj z njim ne vidim nič spornega. To je vse pri nas še v povojih, ne? Jaz mislim, da je 30% petje, vse ostalo je pamet. Če se ne motim, bo zdaj prišel še eden Murko, bosta skupaj prepevala, oziroma bo on ali ona? Zdaj zaenkrat še otroške pesence, ne, spola še ne veva ženo, pa tudi če bi ga vedela, še ne bi povedala. Ampak ja, seveda, zdaj je to pri nas vse na glavo obrnjeno, ne, celo sorodstvo pravzaprav čaka na tega malega Murkota, kot si rekel. Jaz tega nisem želel obešati na velik zvon, seveda mediji so vseeno naredili svoje, zato ker se mi zdi, da nisem ne prvi, ne zadnji, ki bo postal oče, sem pa seveda vesel, da nam je končno uspelo.